Medtem ko so turisti v Dubrovniku imeli priložnost videti Arabce, pa so pri Makarski uspeli posnet morskega psa. Video tega nevarnega plenilca pa je hitro zaokrožil po internetu. Ker nas pri tem zanima, ali lahko tak morski pes zaide tudi v naše morje, se za dodatne informacije o nevarnostih na morju obračamo na našega obalnega dopisnika in predsednika Društva sovražnikov dvojine, Marka Žerjala. Gospod Žerjal, se moramo tudi na slovenski obali paziti morskih psov? Čau, gospod Godler. Ne, na srečo pri nas nimamo dosti morskih psov in še manj je pa napadov na ljudi. Edino, česar se pri nas kopalci rabijo bati, so meduze in pa školjke. Če stopiš na leščurja, se najprej porežeš in potem dobiš še kazen za 600 evrov. In kao, da so zaščiteni. Ja, ni neka ful zaščita, če sem se kar porezal gor na enega. Mislim, lahko bi vsej zavili tisto folijo z mehurčki, če so res vredni 600 evrov. Če nas morski psi torej ne ogrožajo, česa pa se na slovenski obali moramo bati? Mislim, da kopalci pri nas bi mogli bolj kot na morske roparje biti previdni na kopenske roparje. Namesto da gledaš, če ti približuje kakšen plavut, bilo boljše preverjati, če ti oddaljuje denarnica slučajno, ker to je najslabši del kopanja. Ti greš malo ven plavat in ko priješ nazaj, ni več denarnice, ni več očal, ni več brisače. Čeprav v tem zadnjem primeru ti je verjetno ni odnesel ropar, ampak plima. Res folk, paste, kam postavljate brisače. In to ni edina nevarnost, ki preži na tvoj denar na plaži. Obstajajo še druge, recimo pivo za 3,5 evra. Sploh ne veš, kaj je večji kriminal. Hvala gospodu Žerjalu za vse nasvete. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!